Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Kot mogoče eni veste, sem bil v Kopru. Moram priznati, da Koper je zelo, zelo lepo mesto. Sem bil kar malo presenečen. Imel sem se super. Valjda, kaj je bil moj glavni razlog, to sem tako 100-krat dal na Instagram, pa na Facebook, pa na Snapchat, da idem v Koper. Tada se 100% vedeli, da idem v Koper. Glavni razlog, zakaj sem šel v Koper, pa je bil, veste kaj, kar pogledajte si ga. Že dolgo si želim izpopolniti mojo angleščino v tujini. Zato sem zadnjič tako malo brskal po spletu in sem ugotovil, da je zelo dobra šola v Kopru, jezikovni center Nista. Zato sem se odločil, da jih bom obiskal in se mogoče malo pomenil z njimi, kaj oni vse ponujajo, pa kar gremo. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan, kaj naprej? Kaj naprej? Živijo. Zdravo. Zdravo. Stanko, veseli. Dobar dan, Nika, veseli. Zdravo. Evo, to je naša šola, jezikovni center Nista iz Kopra. Tako, mi v bistvu tukaj poučujemo več različnih jezikov. Imamo v bistvu 3 učilnice, večje učilnice in v drugem nadstropju, oziroma v drugem nadstropju imamo še dodatne 2 manjše učilnice. Mene pa za nekaj zanima. Jaz bi pač rad izpopolnil mojo angleščino, oziroma izboljšal mojo angleščino. Me pač zanima, kaj vse predlagate, kam lahko grem. Ja, tako, da bi rad, če bi rad izpolnil angleščino, lahko greš pač na več različnih destinacij, ne. Seveda najbolj popularno destinacija je v Anglijo, tako, pol imamo recimo tudi Irsko ali pa Škotsko, ali pa recimo Malto, če želiš recimo kombinirati malo tudi počitnice, morje z angleščino. Tako, lahko pa seveda greš tudi preko luže v Združene države Amerike, ne, kjer imamo recimo v večjih mestih New York ali pa Miami, tudi takšne šole, ki bi bile zate primerne. Zdaj, za angleščino, za tebe, ker si najstnik, ne, imamo na voljo recimo šolo, ta je ena naših najpopularnejših šol, Select English iz Cambridgea, tukaj peljemo največ naših tečajnikov. Tako imamo šolo, ki je v samem centru Londona, se imenuje Francis King, in pa imam tudi lokacijo v Dublinu. Tako, to je tudi ena od možnosti. In pa seveda je pa možno iti tudi na Malto, kjer pa je možno izbrati več šol. To je ena od šol Bells, ki se nahaja v mestu St. Paul's Bay. Tako. Imamo pa tudi šolo, ki se nahaja v Sliemi na Malti, ILS na Malti. Tako. Zdaj recimo lahko potuješ tudi na Irsko, kjer v bistvu tale šola Emerald, ki z njimi sodelujemo, tudi zelo, zelo kvalitetna šola. Tako. Ima lokacije v Dublinu in pa v okolici Dublina in pa zdaj od letos naprej tudi v Angliji. Tako. Ali pa lahko izbereš, da greš preko luže, ne, in potuješ na šolo v New York ali pa v Miami, na šolo Rennert. Tako. Gre za v bistvu edinstveno izkušnjo, ki se dogaja prav v samem centru New Yorka, na Manhattanu. Tako, ali pa v samem centru Miamija, South Beach. Tako. Ok, naša spletna stran, to pomeni, mi smo jezikovni center Nista, imamo 2 spletne strani, ena je nista.si, druga spletna stran pa je samo za tečaje v tujini in je tečajivtujini.si. Tako, tukaj imamo naše šole, v bistvu, ki spadajo kot naše nekako top šole, ne, in tukaj so te programi, v bistvu poletne destinacije jezikovnih počitnic spremstev, ne. Zdaj pa ti pokažem še šolo, v bistvu, ki se je lahko udeležiš brez spremstva, recimo, da bi potoval v Združene države Amerike. Tako se tukaj lahko izbereš tako, recimo New York, tako, in pa izbereš šolo Rennert. Ta šola, ne? Tako, ja, to je šola Rennert, ki ima svoje lokacije v New Yorku in Miamiju. To pomeni, na začetku, ko v bistvu klikneš Rennert, se pokaže stran za odrasle od 16 let in več, ne. Tako, ti, ko pa imaš 13 let, pa tako moraš izbrati za najstnike, ki ima tudi ta šola na obeh lokacijah, tudi programe za najstnike. Z nami pa je Nika, lanskoletna spremljevalka v Cambridgeu, imam prav. In kako sploh to izgleda? Ali to sploh napredujemo, kaj v angleščini? Ja, definitivno, to imate v bistvu vsaki dan, zjutraj so ure jezika, kjer je pač poudarek na slovnici, tako na komunikaciji, na besedišču.
Nekateri pač vzamejo ali tale splošni tečaj, nekateri vzamejo pač bolj intenzivni, tako da imajo potem še kasneje tudi ure. V vsakem primeru se tam itak družite potem z otroci iz celega sveta, tako da je pač jezik angleščina, ne, torej je konstantno govorite v angleščini na vseh teh izletih, ne, popoldan, torej zjutraj so ure jezika in potem popoldan pa imate v bistvu 2 sklopa popoldanskih aktivnosti. In to so res najrazličnejše, pač tistim, ki jim je bolj všeč šport, imate nogomet, bejzbol, vse živo je, potem pa tisti, ki je pač, ne vem, mogoče bolj kultura zanima, se gre tudi muzeje pogledati, pa itak pač Cambridge, ne, zelo pač znam tudi po svoji arhitekturi, je zelo lep. Potem pa zvečer imate tudi, ne vem, disko, pa kakšne movie nights, pa ne vem, za punce cupcake decorating in tako naprej. Tako da res v vsakem primeru tudi za vikende so tudi izleti, se gre v London, lani smo sicer šli v Oxford, tako da pač na splošno ste v stiku z jezikom konstantno in tudi vas spodbudijo, da spregovorite v jeziku, ker nekateri veste, imam dosti slovnico v glavi, pa potem na ta način lahko se sprostijo in pač spregovorijo in potem tudi lažje, pa tudi ocena je, ne, napredujete v šoli, ko pridete nazaj sigurno. Tako da ja, v teh 2 tednih se v bistvu napreduje dosti, ne, napram pač kot se učite v Sloveniji. Lani je bila z nami tečajnica Ajda, ki je tudi povedala malo več o svojih vtisih na tečaj. Moje ime je Ajda in sem stara 14 let. Tukaj v Cambridgeu mi je bilo zelo, zelo fajn. Učitelji so ful prijazni, sploh določeni učitelji tako res se trudijo. Meni se zdi, da sem se veliko naučila, pač ful sem se bala začeti govoriti v angleščini in tukaj sem res pač spregovorila, moram delati še na besedišču, pa vse čim več brati, pa take stvari pa vaditi. Ampak res začela sem govoriti, sprostila sem se, sploh mi ni več grozen govoriti, lahko pred vsemi govorim, sploh mi ni hudo. Tako da super sem se imela, pa tudi moja družina je tako najboljša tukaj možno, tako da sem imela ful srečo in super se počutim in priporočam vsem. Zdaj imam vas pač še eno vprašanje. Aha. Katere 3 šole pa vi tako najbolj priporočate? Ja, jaz mislim, ta šola Rennert v New Yorku je res zelo, zelo kvalitetna šola, tako da to ti res priporočamo. In morda pač tiste naše, ki z njimi sodelujemo že več let, in smo poslali že veliko tečajnikov tja, ki so pa v Evropi. Ena je v Cambridgeu, Select English, druga pa je na Malti, IELTS na Malti v Sliemi. Tako te 3 šole, mislim, da tebi najbolj priporočamo. Tu zgoraj lahko glasujete A. Rennert Teens v ZDA, Select English v Cambridgeu in IELTS na Malti. Tu zgoraj glasujete. Tista šola, ki dobi največ glasov, tja bom tudi šel. Kako pa lahko moji gledalci spostavijo stik z vami? Ja, vsi lahko grejo na našo spletno stran, nista.si ali pa tecajivtujini.si, kjer je naš kontakt, dor naša telefonska, to je naša spletna stran, ne, v bistvu telefonska ali pa na mail. Seveda nam lahko napišejo na mail, še lažje pa jaz mislim, da je, če nas pokličejo in jim pač vse razložimo za točno tisto, kar jih njih zanima, ne. Zdaj pa še imam eno darilo za vas. Prinesel sem mojo zapestnico. Super, hvala. In še mojo majico. Super. Evo, da še imamo pa tudi eno malenkost zate, majico našega jezikovnega centra. Super. Pozorimo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste me sprejeli. Torej, jaz sem se že odločil za jezikovni center Nista. Zakaj? Ker oni me bodo naučili delati z jezikom. Najlepša hvala. Hvala tebi. In po obisku jezikovnega centra Nista sem se še v Kopru dobil z mojimi fani. Šli smo v kavarno Triglav, tam so se malo posladkali, malo smo se smejali, tam malo smo se pogovarjali, slikali, dal sem vam tudi moje zapestnice in kartončke podpisane. Potem pa je ena taka legenda prišel, pa že prej bil tam, ampak je svojim prijateljem je najel taki neko štirikolesno vozilo, ne znam to razložiti. Ko neki voziček zgleda, lahko gonita, 2 gonita in potem en ima volan in vozita. 100% ste že da videli to na morju. Res smo se imeli super, najlepša hvala vsem, ki ste prišli tja. Tako, to je bilo za danes vse. In ne pozabite, vi boste odločili, kam grem jaz letos na jezikovni kamp. Tu zgoraj glasujte A.
Renner Teens v Ameriki, B. Select English v Angliji in C. IELTS na Malti. Če ta video dobi 1000 lajkov, bom imel naslednjič neko veliko nagradno igro. Tako kot vedno, tu se naročite na moj kanal, šerajte ta video, lajkajte ta video, tudi idite na moj Instagram in Facebook profil Jack in the Box in tudi tam se followajte. Se vidimo naslednjič, čau!